Pozdravljeni in dobrodošli. Prazniki so mimo in čas je za novo informativno oddajo Splet dogodkov tedna. Tokrat si bomo pogledali najpomembnejše in najzanimivejše dogodke, ki so se v tem tednu zgodili v Sloveniji in drugod po svetu. Po lanskem enkratnem izplačilu zimskega dodatka, ki je bil namenjen pomoči upokojencem zaradi draginje, letos ponovitev tega ukrepa ni predvidena. Vlada letos ne načrtuje dodatnih enkratnih izplačil, saj so pokojnine že usklajene za 8,8%, cene pa so se tudi nekoliko umirile. V slovenskih šolah primanjkuje skoraj 7.000 učiteljev, kar ogroža kakovost izobraževanja. Ravnatelji pozivajo k izboljšanju plač in delovnih pogojev, da bi pritegnili nove učitelje in zagotovili stabilnost sistema. Poštni delavci napovedujejo stavko zaradi kadrovskih težav in preobremenjenosti. Zahtevajo večje število zaposlenih poštarjev in izboljšanje delovnih pogojev, pošta pa obljublja izboljšave, a sindikati vztrajajo pri stavki, dokler ne bodo doseženi konkretni rezultati. Še vedno poteka stavka v javnem zdravstvu. V javni upravi kljub opozorilom o preobremenjenosti in slabih delovnih pogojih ni videti sprememb in izboljšav. Koalicijske stranke in opozicija nasprotujejo pravilniku, ki od 1. januarja 2025 prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in drugih grelnih naprav. Opozorili so, da bi prepoved negativno vplivala na socialno ogrožene, saj so bojlerji najcenejša možnost ogrevanja sanitarne vode. Na Ministrstvu za naravne vire priznavajo, da so nekatere določbe pravilnika neizvedljive, zato preučujejo možnosti za spremembe. Levica predlaga subvencije za prehod na obnovljive vire, medtem ko Svoboda meni, da je pravilnik treba prilagoditi za bolj realen prehod na trajnostne rešitve. Bliža se 15. november, ko morajo biti vsa vozila po zakonu opremljena z zimsko opremo. Avtomoto zveza Slovenije svetuje, da vozniki z menjavo pnevmatik ne čakajo do zadnjega trenutka. Priporočajo nakup zimskih pnevmatik z oznako M+S ter simbolom gore in snežinke, ki je obvezen v nekaterih državah, denimo v Nemčiji. AMZS so testirali 28 zimskih pnevmatik, pri čemer so nekatere pnevmatike dobile najslabšo oceno in jih odsvetujejo. Pnevmatike z oznako M+S niso vedno najboljše, zato svetujejo, da se pri nakupu ne zanašate zgolj na etikete. Zimska oprema je v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca. Včeraj je bila otvoritev likovne razstave gluhih in naglušnih ustvarjalcev v galeriji Alga v Izoli. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v sodelovanju z umetniško vodjo Niko Korsič in DGN Južne Primorske ter Branko Lipar, koordinatorko iz CKŠP Izola, pripravila razstavo v počastitev 10. obletnice Dneva slovenskega znakovnega jezika. Predstavljena so likovna dela 23 gluhih in naglušnih likovnikov. Razstava bo za javnost odprta do 11. decembra 2024. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije za naslednji teden organizira pestro izbiro dogodkov. Prvi dogodek bo v ponedeljek 11. novembra, ki bo novinarska konferenca z naslovom Prispevaj kretnjo, ki bo v ljubljanski kavarni Lolita in sicer ob 11. uri. V četrtek 14. novembra bosta ob dnevu slovenskega znakovnega jezika v prostorih ZDGNS, izobraževalni delavnici, etimološki slovar SZJ in s pomočjo SZJ se učimo slovenščine. V petek in soboto 15. in 16. novembra
bo mednarodna konferenca inštitutov znakovnih jezikov z naslovom Vse je v naših rokah, ki se bo odvijala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V petek, 15. novembra, se bo ob 18. uri v City teatru BTC odvijal kulturni večer, na katerem bodo nastopili gluhi ustvarjalci. Donald Trump je 6. novembra na Floridi razglasil zmago na ameriških predsedniških volitvah. Po dosedanjih ocenah je Trump zbral 267 elektronskih glasov, njegova protikandidatka Kamala Harris pa 224 elektronskih glasov. Za zmago je potrebno 270 elektronskih glasov. Trump je izjavil, da gre za politično zmago, kakršne še ni bilo. Vzdržal se je napovedi medijev, vendar so čestitke prišle od številnih svetovnih voditeljev, vključno z madžarskim predsednikom Viktorjem Orbanom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Po vsej verjetnosti so zaradi Trumpove zmage 4. novembra tečaji delnic na večini evropskih borz padli. Cena nafte se je podražila za okoli 2%, saj so države OPEC plus odložile povečanje črpanja. V Beogradu so 3. novembra potekali protesti, na katerih so zahtevali odstop ministra za gradbeništvo Gorana Vesića, potem ko je zaradi zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu umrlo 14 ljudi, tudi 2 otroka. Protestniki so na ministrstvu pustili rdeče odtise rok in opozarjali na odgovornost oblasti za nesrečo. Srbske železnice trdijo, da nadstrešek ni bil del prenove postaje, medtem ko nekateri menijo, da je vzrok poškodovana kovinska struktura. Tožilstvo je začelo preiskavo, minister Vesić je med zaslišanimi. Slovenska rokometna reprezentanca je zabeležila prvo zmago v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2026. V Velenju so premagali Litvo s 36-25, največ zadetkov za Slovenijo sta dosegla Aleks Vlah in Domen Makuc, vsak po 7. V nedeljo se bodo pomerili z Estonijo, ki je izgubila proti Severni Makedoniji. Jutri bo na Primorskem delno jasno, po notranjosti pa megleno. Jutranje temperature bodo od -1 do 3 stopinje Celzija, čez dan od 6 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo mirno jesensko vreme z meglo po nižinah. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Znanstveniki so odkrili način za boj proti komarjem, ki širijo bolezni, kot so denga in zika. Spremenjenimi geni so oglušili samce, zato niso več mogli slišati samic, posledica pa je seveda ta, da se niso mogli pariti. Ta metoda bi lahko zmanjšala število komarjev. Raziskujejo tudi izpuščanje sterilnih samcev v naravo, kjer so bolezni najbolj pogoste. Komarji so sicer pomemben del ekosistema, saj so hrana za živali in opraševalci. Za konec vam želimo lepo martinovanje, ki se bo ta vikend zavleklo tudi v ponedeljek.